Narava nas danes opominja, da bomo morali ob našem prizadevanju za boljšo kakovost življenja pomisliti tudi na sočloveka, predvsem pa na celoten naravni sistem. Če želimo graditi trajnostno družbo, se bomo morali najprej zavedati naše odgovornosti do naslednjih generacij. In prednostna naloga za ohranjanje naravnih virov, pri čemer zajem, odvoz in čiščenje fekalij predstavlja pomemben dejavnik pri zagotavljanju tudi kvalitetne pitne vode. V Novi Sloveniji, za razliko od aktualne mestne oblasti, se zavedamo, da je primarna naloga občine komunala, kar izvira že iz samega imena, torej komuna, nekaj, kar je skupno dobrega in predvsem, kar je skupnega pomena. V tem mandatu je bilo na tem področju veliko zamujenega glede izgradnje komunalnih vodov, predvsem pa tudi v tej povezavi v zvezi z črpanjem evropskih sredstev. Zato bomo poskrbeli v prihodnje, da bodo prebivalci našega glavnega mesta končno dobili vso osnovno kanalizacijsko omrežje, tudi na območjih Novega Polja. Lahko si pogledate nekaj kritičnih lokacij, ki si jih prikazujemo tudi na zemljevidu, torej v Zgornjem Kašlju, Spodnjem Kašlju, Vevčah, Stare Stožice, Tacnu, Glincah, Dolnicah. Potem je brez kanalizacijskega omrežja še del Rudnika, del naselja Kozarje na Viču, seveda pa predstavlja poseben problem tudi del na Hrastju, torej območje Hrastja, kjer je vodarna. V tej zvezi je potrebno pripraviti dokumentacijo, vključno tudi s soglasji lastnikov zemljišč, do priprave gradbenega dovoljenja ter aktivno pristopiti k črpanju evropskih sredstev, torej pripraviti projekt tako daleč, da bo možna prijava v kohezijski sklad in pa možnost 85% črpanja evropskih sredstev za te investicije preko Ministrstva za okolje in prostor. Ljubljančani na področju komunalnih storitev razen drastično višjih cen nismo dobili veliko novega, nič se ne premakne tudi na projektu izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C0, kjer si lahko ogledate tudi v delu med rdečo barvo in pa zgodnjo rdečo črto na rumeni podlagi. Ta je pomemben predvsem za severni del Ljubljane. V okviru 22 projektov je bil sicer obveščen v letu 2006 projekt celovite komunalne ureditve soseske Rakova Jelša, ki se izvaja in je voden netransparentno, predvsem pa nepravično tudi do ostalih prebivalcev Ljubljane. Poleg tega pa je zaradi nestrokovnega dela povzročil plazenje zemljišča, brežine, krajani iz prej omenjenih območij naštetih se obračajo na nas, da težava ni le Rakova Jelša, kot to meni župan in njegovi podporniki. Namreč takih projektov bo potrebno odpreti še za desetino in ne le za obnovo kanalizacijskega sistema v središču mesta, predvsem Rakova Jelša, kot je projekt nekoliko nenavadno imenovan na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana. Sploh pa, če podrobneje pogledamo ta projekt iz leta 2006, vidimo, da problematika Rakove Jelše v prvi vrsti seveda ni problematika izgradnje kanalizacije, ampak predvsem problematika črnih gradenj. Ključni akterji, ki bi se takrat morali upreti širjenju črnih gradenj na območju Rakove Jelše, pa še danes zasedajo zelo pomembne položaje. Tako pa je ob popolni odsotnosti vsakršne želje vsakokratne mestne in državne oblasti po preprečevanju nastajanja novih črnih gradenj na območju Rakove Jelše ta nezakonita pozidava postajala tudi vse hujši ekološki problem. Kvaliteta reke Ljubljanice je bila zaradi fekalnih odplak iz naselja vse slabša, posredno je bila s tem ogrožena tudi pitna voda, torej pitna podtalnica. Nažalost, današnje stanje ni nič boljše, sčasoma je pa postalo jasno, da bomo morali ekološko sanacijo tega degradiranega območja na Rakovi Jelši plačati vsi Ljubljančani.
Pa ne zato, ker bi bilo to zares potrebno, temveč zato, ker je populističnemu županu pač najlažje reševati tovrstne težave po načelu razprši po kolektivu. Ko pa je zadeva za zdravje nevarna, pa se na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana pojavi obvestilo o obveznem prekuhavanju vode. Ob tem se tudi zastavlja vprašanje, kako bo sploh mogoča legalizacija objektov, saj je Rakova Jelša poplavno ogroženo območje. Od leta 2008 velja uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njim povezane erozije celinskih voda in morja, objavljena v Uradnem listu 89/08. Očitno pa je, da se da s prirejenimi strokovnimi hidravlično-hidrološkimi ekspertizami za neko določeno območje ugotoviti, da stvar ni tako pereča, kot se je to ugotavljalo še eno leto prej. Poglejmo tudi, kako je s čistilno napravo. Če pogledamo na spletno stran občine, piše v informaciji o celoviti komunalni ureditvi soseske Rakova Jelša, katere so pripravili investitorji na območju urejanja Rakove Jelše, pa kontaktna skupina krajanov Rakove Jelše in služba za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana, da je zgraditev čistilne naprave ključnega pomena za trajno urejanje in pa odvajanje odplak iz soseske in s tem tudi za dokončno sanacijo območja Rakove Jelše. Kako velika čistilna naprava? Torej pojavlja in postavlja se vprašanje, kako velika čistilna naprava. Prvotno je bilo namreč mišljeno in je predvidena čistilna naprava za 10.000 populacijskih enot. Po navedbah mestne uprave pa naj bi bilo legaliziranih 300 hiš, kar je v najboljšem primeru 1500 prebivalcev, torej 1500 populacijskih enot, če prevedem. Vendar pa je jasno, da vsaj v prvi fazi ne bo vključenih vseh 300 hiš in tukaj se zopet postavi vprašanje, ali je ob vseh naravnih dejavnikih res mogoča širitev naselja za več kot 5000 prebivalcev oziroma za še več kot 5000 populacijskih enot. Ocenjuje se, da bo na čistilno napravo lahko pritekalo kvečjemu za 500 populacijskih enot odpadne vode in glede na županove obljube, da se bodo lahko prvi objekti priključili na kanalizacijski sistem letos jeseni, bi morala biti do takrat zgrajena tudi čistilna naprava, kar pa ni verjetno. In še nekaj je neverjetno, zdrs terena na tej lokaciji, torej zdrs terena na bodoči lokaciji, kjer naj bi stala čistilna naprava v reko Ljubljanco. Ta zdrs je sicer prikazan kot manjša gradbeniška nevšečnost, v resnici pa gre za veliko nesrečo, ki je botroval človeški faktor. Vendar bomo Ljubljančani v že omenjeni maniri razprši po kolektivu tudi te stroške vdano pokrili očitno. Ugotavljamo, da je projekt izgradnje kanalizacije s čistilno napravo na območju Rakove Jelše torej voden nestrokovno in bo za Ljubljano in Ljubljančane izredno drag, predrag glede na vrsto objekta, ki se dela. Ne moremo pa se v tem primeru tudi ne znebiti občutka, da je to območje dobilo prednost pred drugimi območji Ljubljane, ki tudi še nimajo kanalizacijskega omrežja, zaradi tega, ker ima v neposredni bližini svoja zemljišča tudi družina Janković. Zavedamo se, da je izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture zamuden, mukotrpen in strokovno zelo zahteven posel, vendar pa zelo pomemben za izboljševanje kvalitete življenja. Z vidika promocije so ta dela manj odmevna kot športna dvorana ali štadion ali pa tudi sicer zelo drag, pa dokaj neustrezen most čez Ljubljanico, vendar komunalno omrežje pa je vitalnega pomena. Vsi Ljubljančani imamo pravico do enakih pogojev, tisti na Rakovi Jelši,
tudi tisti v njihovi neposredni bližini na Sibiriji, pa tisti v Novem Polju, Zgornjem Kašlju, Vevčah, Hrastju, v Stožicah, Tacnu, v Glincah, Dolnicah, Rudniku, Kozarjah na Viču in ostalih predelih, kjer kanalizacijskega omrežja še ni, pa bi moral biti. Naše vodilo je torej, kakršnih pogojev si želimo sami, takšne pogoje želimo omogočiti tudi drugim.